Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Preteklo sredo na Prešernov dan so se Prešernovi nagrajenci tradicionalno zbrali v Kranju. Po krajšem srečanju na Brdu so si ogledali tudi svoje portrete v galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju, kjer jih je razstavil Tone Stojko. V večernih urah pa jih je v Prešernovem gledališču gostila publicistka Patricija Maličev. Kranj kot Prešernovo mesto, mesto umetnosti in kulture, ima bogato kulturno dediščino, ki nas povezuje in bogati, predvsem pa mestu dodaja vrednost. Ponosni smo, da vsako leto gostimo Prešernove nagrajenke in nagrajence. Ponosni smo, da imamo izjemno kulturno infrastrukturo in da je izjemno lepo vzdrževana. V preteklih letih smo kljub stiskam finančnim vložili v obnove, vzdrževanje preko 15 milijonov evrov. Ponosni smo, da imamo kar nekaj kulturnih in umetniških ustanov, ki niso samo lokalnega pomena, ne samo kranjskega, ampak so regionalnega, gorenjskega ali pa celo nacionalnega, vseslovenskega pomena. Eno takih je tudi Prešernovo gledališče, v katerem smo danes, pa potem Gorenjski muzej, galerija Prešernovih nagrajencev, Lajarjeva hiša, Prešernova hiša in tako naprej. Ponosni smo, da je današnji kulturni dogodek Prešernov smrn, ki privabi včasih tudi do 20.000 ljudi, bil tudi v finalu izbora za evropsko destinacijo odličnosti. In ponosni smo, da je v našem mestu živel in ustvarjal dr. France Prešeren. Pa kljub temu smo zadnjih nekaj let priča zaničevalnemu odnosu do kulture in umetnosti. Naša država oziroma družba se včasih mačehovsko obnaša do kulture, na kar je v svojem govoru izpostavil tudi predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada Vinko Möderndorfer. Umetnost in kultura sta podhranjeni, zaničevani, potisnjeni na rob, a prav oni sta oblikovali naš narod. Slovenci danes v resnici niso naklonjeni umetnosti. Velika večina jih misli, da so umetniki priskledniki, da živijo na tuj račun. To vrstno stališče lahko pregledamo na spletnih portalih slovenskih medijev. Za takšno razmišljanje pa je seveda odgovorna predvsem politika, saj je prav ona tista, ki potiska umetnost na rob družbe. In državljani ji v tem sledijo, kot sledijo otroci staršev. Drži, da kulturi danes ne cvetijo prijazne cvetove, ne samo v Sloveniji, tudi drugod. Procesi, ki se danes dogajajo po svetu v okviru tako imenovane globalizacije, so nenaklonjeni temu, kar bi rekel, visoka ali pa prava kultura, umetnost v tem pomenu besede, kot je on v njej govoril in kot jo predstavljajo vsi naši današnji gostje, včerajšnji nagrajenci. Globalizacija ne stremi k višjim ciljem, ustvariti želi isto ozko misleče ljudi brez vrednot. Umetnost želi spremeniti v potrošnjo, da bo prinašala profit. A kulturniki, umetniki in Prešernovi nagrajenci so tisti, ki skušajo to ovreči in spremeniti. Letošnja prejemnika Prešernove nagrade za življenjski opus sta prevajalec, pisatelj, publicist, kritik in urednik Aleš Berger in akademska slikarka in grafičarka ter profesorica na Akademiji za likovno umetnost Metka Krašovec. Metka Krašovec je veličastna likovna umetnica s prepoznavnim slikarskim, grafičnim in risarskim opusom. Aleš Berger iz francoščine in španščine bogati prevajalsko umetnost, obenem pa je tudi dolgoletni urednik mnogih založb. Ja, seznam oziroma spiska nimam knjig, ki sem jih kot urednik izdal, to se da nekako rekonstruirati, ampak spisek knjig, ki so šle v zbirkah Kondor, Lirika, Zenit, Roman in to je kar impozantno in mislim, da če bi nekdo se moral odločati, kaj ga zanima, kaj bi bral, bi imel s tem kar nekaj dela in zadoščenja. Berger je mojster besede in avtentičen jezikovni umetnik. Za svoja impozantna dela je prejel vrsto najvišjih slovenskih kulturnih nagrad, med katerimi je tudi Prešernova nagrada za življenjsko delo.